bi želel čokolado. Hvala. 9 od 10 ljudi na svetu obožuje čokolado. Moja mama je vedno rekla, da je življenje kot škatla čokoladnih bombonov. Nikoli ne veš, kaj boš dobil. Kakav je v nevarnosti izumrtja. Do leta 2050 bo več kot 50% kmetijskih površin za kakav zaradi podnebnih sprememb neprimernih za pridelavo. Čeprav fižol, star 5000 let, izvira iz amazonskega pragozda in so ga plemena imenovala hrana bogov, v sodobnem času približno 80% svetovne zaloge pridelajo v zahodni Afriki. Deževni gozdovi se sušijo z zaskrbljujočo hitrostjo. Dolga in zastarela pot prevoza ter predelave pa pušča potrošnike razočarane. Težava pri današnjem načinu pridelave je v tem, da se veliko teh dobrot razredči med predelavo kakava. Resnično izgublja veliko teh bioaktivnih snovi. Inovativni izraelski startup Kokomoto poskuša obnoviti zrno in hkrati razvajati naše brbončice. Namesto da bi kakavovec v naravi gojili 6 ali 7 let in na koncu uporabili le zrno, pravimo, da tega ni treba početi. Lahko imamo lokalno proizvodnjo. Skino Kokomoto lahko postavite kjerkoli na svetu zunaj ekvatorja, zelo blizu tovarnam, ki že proizvajajo. Pluri je ena največjih platform na svetu za širjenje celic. Preprosto vemo, kako širiti celice. To je tisto, kar znamo početi. Tukaj v biotehnološkem podjetju Pluri s sedežem v Haifi ti bioreaktorji posnemajo naravne okoljske pogoje. In je kot. Prav, to je kot pri pouku naravoslovja. Celice damo v to posodo in na to dejansko pride do perfuzije medija. Medij je hrana, ki jo celice potrebujejo za prehranjevanje. Tako kot mi jemo, tudi celice hranimo s tem pripravljenim medijem. Enako velja za kavo. Coffee Shy je še en zagonski podjetje, kjer ta patentirana tehnologija za namnoževanje celic prav tako nadaljuje tam, kjer narava konča. Naš postopek je z vidika trajnosti veliko učinkovitejši v primerjavi s standardnim kmetijstvom, kjer potrebujete ogromno količino vode. Mimogrede, vsaka skodelica espresa, ki jo popijete, zahteva 140 litrov vode. Kar razvijamo, je rešitev, ki omogoča proizvodnjo kave na način, ki obide vse te izzive. Obstoječi, dolgotrajen in energetsko potraten postopek nam prazni tudi bančne račune. To je drastično povečalo povpraševanje, skupno povpraševanje po kavi. Na strani ponudbe pa imamo težave, ki postajajo vse hujše. Torej, povpraševanje raste, ponudba pa upada. Kava je surovina, s katero se trguje na borzi. Pravzaprav lahko v zadnjih 5 letih opazimo velik, ogromen porast cen ter visoko nestanovitnost. Zdaj se lahko naše skodelice napolnijo vsakih 3 tedne. Iz enega samega sistema bomo lahko na leto pridelali količino kave, ki je enakovredna več kot 500 000 kavnih rastlin. To je naš izdelek. To je kava na osnovi celic, posušena kava na osnovi celic. Kar vidite tukaj, je v obliki prahu. Kava Coffee Shy, pražena in pripravljena, je izbira poznavalcev. Dokaz pa je v naši jutranji skodelici kave. Ja, diši drugače. To je slajši von. Pravilno. Moj nos deluje. Poleg tega pomaga zmanjšati ogljični odtis na našem planetu. Ena od stvari, ki so nas vprašali, je, ali bo vaša tehnologija nadomestila običajne in obstoječe plantaže kave, kmete in kmetijstvo? In odgovor je odločno ne.